V studiu se nam je sedaj pridružil Miroslav Gregorič, strokovnjak za jedrsko varnost. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Se strinjate, da bi morali, ko govorimo o gradnji drugega bloka, odločati v okviru celotne nacionalne energetske strategije? Ja, mislim, to bi bilo zelo dobro, kajti časi, ko se je prva jedrska elektrarna v Sloveniji gradila, so bili drugi. Takrat pač ni bilo potrebnega nobenega referenduma in se je pač odločilo na drugačnih nivojih. No, ste strokovnjak za jedrska vprašanja, imate tudi veliko mednarodnih izkušenj. Kaj bi Sloveniji prinesla gradnja drugega bloka jedrske elektrarne, poleg energetske neodvisnosti seveda? Ja, ne vem, če seveda energetsko neodvisnost, sicer pa ne vem. Veste, jedrska energija žal je v svetu ne v stagnaciji, ampak v zatonu. Lansko leto je bilo priključenih po podatkih Mednarodne agencije za atomsko energijo 5 novih reaktorjev, izklopljenih pa 6. V naslednjih 20 do 30 letih bo izklopljeno cirka 300 jedrskih elektrarn po svetu. In jaz resno dvomim, da bodo ta primanjkljaj lahko pokrili nove elektrarne. Istočasno je pa lani bilo priključenih v omrežje 268 gigavatov sončne pa vetrne elektrarne. Skratka, tle bo treba še precej razmisliti, ali je to prava stvar. Predvsem je pa problem, ki ga jaz vidim, so odpadki. V 40 letih, letos bo 40 let, odkar je elektrarna začela delovati, nismo uspeli zgraditi niti odlagališča nizko in srednje aktivnih odpadkov, da ne govorim o izrabljenem gorivu. In dokler se tega ne pospravi, je nespametno govoriti o kakršnemkoli nadaljevanju. No, kako pa bi morala Slovenija o morebitni gradnji se pogovarjati z sosednjimi državami, predvsem Avstrijo, ki gradnji, kot vemo, močno nasprotuje, in kaj bi morali ponuditi Hrvaški, recimo? Ja, mislim, za Avstrija se je tudi Avstrija nasprotovala jedrski elektrarni Krško vsaj zadnjih 25, če ne 30 let. Tukaj mislim, da ne bo imela uspeha v nadaljevanju, kajti ni nobenega evropskega predpisa, ki bi to prepovedovalo. Kar se tiče Hrvaške, oni so sedaj naši stabilni partneri v NEK-u 1 in verjetno logično bi bilo pričakovati, da postanejo stabilni partneri pri NEK-u 2, če bi do tega prišlo. No, še to, kaj kot strokovnjak sedaj pričakujete od slovenske politike, vemo, to ne bo samo gospodarsko, ampak tudi politično vprašanje. Ja, jaz ne bi v to mešal politike, ampak veste, lobiji energetski se znajo izogniti politiki. Na kakšen način? Poglejte TEŠ. Vse stranke so imele prste v marmeladi. In bodite sigurni, da bo podobno za NEK-2. Še čisto za konec, gradnja da ali ne? Da, vendar, da se odpadki pospravijo. Hvala lepa za obisk v studiu. Hvala vam.